Glavni razlog je to, da IPPC mednarodnega poročila ni omenjenega v zaključkih. To je v bistvu tisto izhodišče, ki nam pravi, da moramo zmanjšati emisije še bolj, kot jih imamo v načrtih, ne samo mi, pa druge države. Povedal sem pa tudi, da mora vsaka država najprej pred svojim pragom oddelati svoje obveznosti, zato pri nas probamo delati na način vodi vzgled, zato bo Slovenija v naslednjem letu podvojila finančni vložek v podnebni sklad. Slovenija bo imela za 148 milijonov evrov podnebni program z različnimi projekti. Tukaj bi rad jasno povedal, da to ni obremenjevanje proračuna, ta denar gre iz trgovanja z emisijskimi kuponi. Kar se tiče TEŠ-a, emisije iz TEŠ-a bodo zajete v dolgoročni strategiji, emisije iz TEŠ-a bodo zajete v energetskem konceptu. Jaz bom predlagal drzno politiko, to pomeni zmanjševanje emisij, kar bo s tako investicijo se bo morala odločiti tudi vlada. Sem pa imel bilateralno srečanje z nizozemskim ministrom, kjer je lepo povedal, ja, pri njih se je vlada odločila, da se termoelektrarne zaprejo, kljub tudi tiste, ki so bile kot nova investicija. Veste, da tečejo postopki zdaj 2 dovoljenj na Agenciji za okolje. To so neodvisni postopki in na tak način moramo postopati. V našem programu za podnebne spremembe recimo ni več subvencioniranja avtobusov na plin, je samo električni avtobusi, samo avtobusi z novo tehnologijo vodik in gorivne celice, ker moramo največ narediti, da te višine emisij zmanjšujemo.